to je tudi spet, ja, da ni treba, ne govorimo, ko govorimo tudi o tej empatiji, to ne pomeni, da moramo biti zdaj prijazni ali pa z nekim nizkim tonom, tle smo lahko tudi zelo na glas, zelo visoko intenziteto to sporočimo. In tle spet stvar zavedanja, če sem jaz recimo, da je v službi neko poročilo ni bilo, neko pomembno poročilo ni bilo dano, recimo ta primer, ne. In zdaj jaz recimo kot šef to zvem. In kaj se to zgodi, ne? Ta observacija, da to poročilo ni oddano, v meni se sproži sam naval ene frustracije in jeze, ne. In zdaj, če nimam tega zavedanja, te frustracije in jeze, če se tega ne naučim alkimizirati, pa bom šel dejansko spet gor v glavo in bom iskal nekega krivca, ne. In bi lahko spet šel do njega sodelovati in bom spet vse te občutke, ne, vse te frustracije bom zvrnil na nekoga drugega, bom obtožil nekoga drugega, ne. In bi to lahko zgledal recimo, recimo do odnosu do sodelavca. Pa kaj si ti normalen, ali kaj, za 100krat sem ti fucking povedal, da mora biti to poročilo dano in ti še vedno tega ne narediš. Mislim, kaj je s tabo narobe? Kaj si normalen? Mislim, še eno tako, še enkrat, da to poročilo ni oddano, jaz te bom odpustil, briga me, no. Mislim, poln kufr manj tega. Recimo, ne, da na tak način sventiliram. Če bi pa kot šef imel več tega zavedanja in teh kapacitete, bi jaz lahko recimo spet, ko pride ta informacija do mene in začutim to frustracijo, bi lahko zajel par globokih vdihov, začutil to energijo frustracije in po bi se v bistvu zavestno odločil, ne, tudi, ali pa recimo, če je več zaposlenih in rabim pozornost, se pravi, ne pozdignem glasu, ker me odnese in sem totalno strigiran, ampak pozdignem glas zaradi tega, ker si želim biti slišan in uporabim intenziteto teh občutkov, zato da pač pozdignem glas. Ne? In to je pač razlika v tem, da je več zavedanja, kaj si jaz dejansko želim. Ne? In potem lahko rečem, zdaj, ko vidim to poročilo ni oddano, je mene res frustrira, res me to jezi in res mi je pomembno eno spoštovanje dogovorov. Pomembno mi je, da se držimo dogovorov, ki smo jih sprijeli. A mi lahko prosim, kdo pove, kaj vam preprečuje, da bi to poročilo bilo oddano. Hkrati ob vsem temu je pa tudi pomembno, da imamo eno sodelovanje in stik. Kaj ste mi zdaj slišali, da mi je pomembno? Koliko je recimo drugač, če na ta način skomuniciram, ne? Pa bi se lahko še bolj zadrl, ne? Ali pa če grem jaz s tem standardnim šakalim, ne? Pa kaj si ti normalen, pizda? Mislim, 100krat sem ti že fucking rekel, če ne boš tega naredil, tam so vrata, 100 jih imam že tam v vrsti, ki mi pišejo za to službo. In poln kufr te imam, mislim, ne? Ali pa spet, če grem v žirafo, ne? Res me frustrira, to me res ful me frustrira in jezi, res si želim spoštovanja teh dogovorov. Res mi je to pomembno in res mi je pomembno ena jasnost, kaj se tle dogaja. Mi lahko prosim poveš, kaj si mi slišal, da mi je pomembno. Res pa tudi stika si želim s tabo, želim si pač enega sodelovanja. Kako ti je to? In na ta način, ne, v bistvu spet prevajam iz tega razdiralnega v bistvu jezika, ne, obtožb, okrivljanja, groženj v ta jezik, kjer v bistvu jaz mislim, da si bistveno povečamo možnost. Ne pravim, da bomo vedno uspeli zadovoljiti svoje potrebe, ne, ampak mislim, da bistveno povečamo možnost, da bomo slišani, da bo naše potrebe zadovoljene.